Sem pa slišal, da imaš tudi kosmato muco. Mislim, malo narobe sem se izrazil. Družbo ti dela Ti imaš pa res dioptrijo. Dve muci. Vid voditelj na Radiu Robin. Dve muci ti dela ta družbo, je to res? Čaki, Muki in Buffy. Buffy. A Buffy. Buffy, the Vampire Slayer. Yeah. Ja. Povej mi, Muki, menda si posvojila Mukija od pevke Alje, a je to res? Tako je, pa ne, glih je ni 14 dni zdržal. Ona ima psičko auro, oziroma je takrat imela in je bil tisk koža face ljubosumen. Pa da vidimo, če je to res. Alja, kako to, da si svojo muco podarila Nejši? Joj, veš kaj, jaz sem tega Tomija, takratnega, ki je zdaj spremenil ime, rešila, in ker sem imela doma takšen spor potem s svojim kužkom in pač nekaj hotel sprejeti, sem vedela, da si Nejša zelo želi muco in sem potem seveda podarila njej. Ja, kaj praviš, a Muki pogreša kaj tvoje petje? Pa po mojem ne, ker je bil prekratek čas pri meni, veš. Tako. Sem pa vesela, da je zdaj najbolj ljubljen mucek na svetu. A je najbolj ljubljen mucek? Ja, to je razvajeno do konca, kar jaz sem pač taka, da crklam. In temu mačku se godi. Ima pa velike težave, kaj jaz kam grem. Zdaj imam je zate en mini izziv. Ugotoviti boš mohla, kateri tvoj komad poje naš redni poslušalec, 7-letni Jakob. A si pripravljena? Nadeva. Greva. Malo tam. Malo tu, malo tam. A misliš? Ja, se to je. Ja, bravo. Točno ta je bila. Pazi, greva dalje. Kaj si neki rekla? Kaj je to, ni planet za zadet? Ne, kaj je to? A slišiva? Bravo! je! Pravilno. Ej, zadnja bo pa po moje malo težja. Besede so odveč. Nama besede so čisto odveč. Bravo! Poglej ti. In to je tvoja novost, ne? Povej mi mal, čist na kratko o tem komadu. Daj mi ti kaj povej o tem 7-letnem Francu. Zakaj? Z katerega programa ste ga potegnili? Z katerega programa? To je 7-letni Jakob. Naš redni poslušalec. Valjda. Zdaj pa se nama oglaša ena oseba, ki nam je o tebi povedala tole. Na domači fasadi v Poljanski dolini je njen brat napisal ogromen grafit pozor Huda Neža, da so vsi oddaleč vedeli, da je Nejša tam doma. Kdo je pa to govoril? To pa ne vem, nekdo, ki je očitno šel mimo naše bajte, šarene. Aha, imam še en namik. Nejc! Čigav, kjer Nejc? Nejc Simšič. Točno tako! Tvoj prijatelj Nejc Simšič. To je moj bestič. Tvoj bestič in Nejc, povej ti meni, kdo je Nejša. Dve Nejši sta. Eno je Nejša, ki jo pozna ljudje, to je glasbenica, pianistka, skladateljica. Ena Nejša je pa tista, ki jo jaz poznam, to je pa ena najboljših prijateljic na svetu, super ženska in same pohvale v njej. Menda pa ne rada podarja rojstnodnevna darila, je toliko škrta Nejc. Kva? Ne, Neža v bistvu ne mara teh skupinskih daril, da ima zbrati denar pa dati. Ona rada da sebe, svoj čas, ali pelje na večerjo, na razvajanje, za vikend paket, torej podari sebe, ne pa materialnih stvari. No, in danes si boš menda tudi neki ti podaril, kaj pošiljaš takole nadaljavo? Ja, jaz Neža v prosti nisem mogel priti, ker imam druge obveznosti, veš, da drugače bi prišel, ampak ti pa pošiljam pohan sir, tvojo najljubšo hrano, pa ne ga preveč pojest, ker se veva. In v studio prihaja pohan sir, ki ga je pripravil Nejc. Takole, hvala Katja, ona ga je dostavila. A je pohan sir tvoja najljubša jed? Jaz jem tak sir enkrat na 2 meseca, ampak veš kaj je? To ni dobro, če je mrzlo. A je mrzlo? Ja ne. A je mrzlo? A ni? A smem pustiti, da bo mrzlo. A, tako, ja, dober tek, te bomo prepustili. Srce si zaupala prav tako glasbeniku, ne?
Ja, moj fant je drugače profesionalen vojak, je pa tudi zelo talentiran pevec, pa tudi za kakšen inštrument poprime. In prav danes praznujeta 7 let in 7 dni vajine zveze. Čestitke tudi tebi, Jernej. Ja, hvala lepa. Povej nam, Jernej, kakšno Nešo imaš najraje? Kakšno Nešo? Takšna kot je ves čas, torej original. Ona ima tak širok spekter, da so mi vse njene verzije zelo všeč. Aha, Neša, kam te je peljal na prvi zmenek? V bistvu sem jaz njega povabila v restauracijo, kjer rada hodam na Viču, Aha, pri Žabarju. pri Žabarju, pa dajmo preveriti, Jernej, ne? Prvi zmenek smo imela eno kosilo in so sedela za mizo, se pogovarjala, rekla, spoznavala ob dobri hrani. Kaj ti gre pri Neši recimo najbolj na živce? To je vedno dobro, zanimivo vedeti. Samo ena stvar, to, da ni točna. To, da vse prelaga na zadnji moment, pa da če morava nekam iti, pa ja, sej bo, se imamo čas, pa se mi pa potem na cesti ne mudi, če se pa nekomu drugemu mudi, ker ni šel pravočasno od doma, če se razumeva. A res, Neša? Kako je dosedan s tem? A Res, res? veš kaj, to je človek voz na tempomat, ti pa že zamujaš. On voz na tempomat, Ja, ma je tak in treba 100. prej od doma, ne? Jaz bom samo fashionably late. Koliko sem danes zamudila? Nič. Prišla sem pa v minuto, letalsko točna. Točno tako. VIP voditelj vsako sredo popoldan na Radiu Robin.